Živel 1. maj. Kaj sploh praznujemo 1. maja? No, pred več kot 130 leti so napredne ameriške organizacije sprejele sklep, da ne bojo zagovarjale nič več kot 8-urni dnevni delovnik. In z demonstracijami so začeli 1. maja 1886. Ena najpomembnejših se je zgodila v Chicagu, takratnem industrijskem centru ZDA. Shodi in podporne stavke so trajale več dni. 3. maja je na 80.000 glavo množico streljala policija in 2 delavca tudi ubila. Naslednji dan so sledili shodi proti policijskemu nasilju in po stopnjevanju in vrženi palci dinamita so izbruhnili splošni izgredi, spopadi med stavkajočimi in policijo. Neposredna posledica tem izbruhu na čikaškem trgu Haymarket je bila smrt 10 delavcev. Aretirali so še 8 organizatorjev, 4 od njih so javno obesili, ostale obsodili na dosmrtno ječo. In čez 4 leta je druga internacionala razglasila 1. maj za mednarodni dan boja za 8-urni delovnik. Od takrat naprej postopoma večina držav sprejme 1. maja uradno ali poluradno nekakšen praznik dela. Danes sicer bolj znan kot zaslužen počitek, priložnost za kres ali pa roštilj. In zakaj pa ne? Kaj pa imamo mi skupnega z nekimi čikaškimi delavci iz 19. stoletja? Saj 8-urni delovnik je danes že samoumeven. Kaj danes obeležujemo, ko obeležujemo 1. maj? Danes se res redko govori o razrednih družbah, kaj šele o delavskem razredu ali pa o delavskih standardih. Danes se v družbi govori bolj sociološko, ker naenkrat smo vsi srednji razred, v najslabšem primeru si nižji srednji razred. Kakšni drugi izrazi so pa rezervirani za res mejne primere. Ampak ta sociološki cenzus pade, se podre takoj, ko ugotovimo, da se še danes sistematično okoli temeljnih vprašanj naše družbe oblikujeta nasprotujoča si interesa. Nasprotna interesa na delovnih mestih, nasprotna interesa glede upravljanja z našim prostim časom, glede upravljanja z našimi stanovanji, z našimi mesti, z našim planetom. V splošnem nasprotni interesi med tistimi, ki služijo s prodajo svoje delovne sposobnosti in tistimi, ki služijo s tujim delom, ker so lastniki. Danes, če že prej kot o razrednem boju ali delavskem gibanju, govorimo o delavskih pravicah kot nekakšni pravni ali pa zakonodajni zadevi, ki je posledica nekih razumnih debat naših neideoloških politikov. Množične aktivacije ne bi bile stvar enega prejšnjega sveta in danes naj bi se vse dalo zmeniti prek socialnega dialoga. Ampak že Gospodarska zbornica Slovenije je ob zvišanju minimalne plače pozvala svoje člane, delodajalce, k kršenju zakona. Svoj razredni interes so pripravljeni zagovarjati neposredno na delovnih mestih. Da ne govorimo o tem, da so razmerja moči jim toliko prid, da si itak že pišejo razne zakonodaje o debirokratizaciji v svojo prid. Ja, modri kombinezoni so šli iz mode, ampak dokler ostaja kapitalizem, vztrajajo tudi njegove osnovne poteze. Odločilne boje še vedno bije organiziran delavski razred. Ne samo v Indiji, kjer smo bili priča mogoče največji stavki v zgodovini kapitalizma. Tudi v ZDA je znotraj svojih mej videla eno največjih mobilizacij njihovih učiteljskih in vzgojiteljskih sindikatov. In kamor pride Amazon, pridejo tudi mednarodne in medsektorske povezave organiziranih delavcev v prometu in logistiki. Celo tradicionalno nenaklonjeni sektorji, čeprav bodimo realni, da so vsi sektorji tradicionalno nenaklonjeni sindikalnemu organiziranju. Torej celo v teh sektorjih, te razne nove platforme, Wolta in Uberja, celo one poznajo svoje nove oblike delavskih aktivacij in delavskega povezovanja. In doma ni nič drugače. Spomnimo se samo zaprtje nedelj, brez široke aktivacije delavk na njihovih delovnih mestih in govorimo o diskontnih trgovinah, kjer je tako organiziranje po naravi oteženo, torej brez njihove aktivacije bi izid referenduma iz 2003 še danes ostal neupoštevan. 1. maja se zato raje spomnimo, da so osnovne poteze naše družbe
prej enake, kot pa nezamisljivo drugačne kot pred 130 leti v Chicagu. V Sloveniji je še vedno vsak peti oziroma vsaka peta delavka dela v proizvodnji. To so kar visoke cifre, glede na to, da naj bi živeli v neki postindustrijski družbi. In najbolj pogosta poklica nista youtuber ali pa sam svoj šef. V povprečju delamo v tistih sektorjih, kjer je še najbolj čutiti nižanje delovskih standardov, daljšanje delovnika, intenzifikacijo dela. Delovski boj se je tradicionalno bil okoli delovnega časa. Praznik se je najprej imenoval Mednarodni dan boja za 8-urni delovnik. In kaj torej 2021 bolj povezuje z zgodovino delovskega boja, kot to, da niti ta dosežek ni več ustrezno upoštevan. Da se uveljavljajo nove oblike dela, kjer delamo vse več in kjer smo šefom vse bolj vedno na razpolago. Kljub tehnološkemu napredku, ki obljublja, da bomo zdaj vsi delali 5 do 6 ur na dan, je realnost ta, da je treba temu 8-urnemu idealu prišteti še kakšne 2-3 nadure. V imenu Rdeče pese zato živel 1. maj, edini delavski praznik. In ne bo opomnik ne le za tiste boje, ki so enkrat že izborili to, kar je bilo samoumevno, ampak ne bo tudi opomnik, da je treba do naslednjega 1. maja izboriti še kaj novega. Delo, čast in oblast.